Zvok teče. Jo, barabe, v Sloveniji imamo novo dramo. Turške serije, španske serije. Dejte gledat, kaj se v Sloveniji dogaja in prosim, delajte serije zaradi nas. Nerealno. Vsaka druga oglasna tabla, influencerka, se je javila. Prva stvar, ne podpiram nikakršnega, to besedo ne maram, body shaminga oziroma kakršnih koli žaljiv, ki letijo na izgled kogarkoli. Sam sem bil deležen takih besed in rabil sem en cajt, da sem to sprejel in za me boli kurac, ampak tega ne podpiram. Nikoli in nikjer, ker človekov videz nima nikoli in nikoli ne bo imel nobene veze pri ničemer. Da vam nekaj razjasnim, da nisem na Čeglajevi strani. Čeglaja ne poznam osebno, zame je simpatičen fant. Ne vidim zlobe v njegovih očeh, zato ker jaz sem tudi posnel par smešar pes, nekaj teh ima celo čez 100,000 ogledov oziroma več in nikoli me ni noben napadel zaradi tega, ker nekako sem vedno rekel, dajmo paziti, kaj govoriti, ne. Pustimo izgled, poveš bi kresno, ne bi kresno, zakaj ne bi, ampak tiste žaljivke, treba zobe s fleksarco zrihtati, pa da je debela, pa da je to. Smešar pes je ena zabavna stvar, ki traja že desetletja. To se je začelo na YouTubeu in so pač ljudje na zabaven način povedali, zakaj bi nekoga kresnili oziroma zakaj ne. Jaz to ne vidim kot nič spornega, dokler ostane stvar okusna. Zdaj, če gre čez mejo, kar je Čeglaj naredil, niti bilo treba. Ampak jaz, kot pravim, Čeglaja ne poznam, je pa res, da je neizkušen, ne. Zakaj je neizkušen? Njegova, bom rekel, zvezdniška pot se je začela lani s tisto oddajo Sanjski moški, no takrat je pod drobno gledom vsako njegovo potezo spremljal, kaj dela, kje je, koga fuka, kaj pije. Čeglaj je luč. In ko se ta luč prižge, so okoli Čeglaja vešče. Vešče, ki samo čakajo, kaj bo Čeglaj naredil narobe, da se one oprimejo tega. In to smo vsi ljudje, ki smo izpostavljeni, ki imamo nek following. Mi smo luči. In vešče čakajo. Ko boš ti naredil napako, se bojo na to usedli. In Čeglaj je pač naredil napako, za katero že mislim, da mu je žal. Ker ko sem ga tako malo gledal, vidi se mu, da je kar sesut. Čeprav kljub temu vse, kar je povedal, jaz zlobe v njegovih očeh ne vidim. On se je samo sprostil in si je pač dovolil biti moški. Moški, ki pač rad ocenjuje žensko. Moški, ki je prasec. Jaz sem tudi prasec in tisti moški, ki bo rekel, da ni laže. Jaz sem bil označen za seksista, za homofoba, za nacista, za rasista, ni da ni. Že nedolgo nazaj, ko sem napisal, to jim še moram vrniti, ta status. Jaz sem bil največji seksist v Sloveniji. To je bilo 700 komentarjev, od tega ne vem, če je bilo 20 na moji strani. Vse ostalo, da imam mali kurac, da sem seksist, da sem homofob, da moja ženska je grda, da ne dobim zafukat, mi je bed in ne vem, ker one služijo in tako naprej. Skozi leta se ti učiš, kaj reči, da te publika ne požre. Čeprav tudi danes, mi živimo tako v gabni družbi, da danes, če boš povedal osebno preferenco, se pravi, mene privlačijo ženske, ki imajo rjave lase, niso mi pa všeč ženske s kratkimi lasmi, boš seksist. Čeprav to je osebna preferenca. Prav tako bo rekla ena punca, da je všeč moški, ki je nabildan, ni pa všeč moški, ki je suh. To ni seksizem, to je osebna preferenca in tisti, ki označi to za seksizem, je debil. Sorry. Danes ne smeš povedati, ne na normalen, ne na kmetavzdeski, na primitiven način itak sploh da ne. Ampak kot se ti izražiš, nekaj da ti ni všeč, če bi mogli se ljudje ravnati po tem, kaj nam je všeč, se pravi prvega človeka, ki spoznaš, bi mogel se z njim dati dol, imeti otroka in z njim umreti. Ja, veš, nisi mi všeč, ker pač nisi urejen. Prasec, seksist, peder, crkni. Okej, se pravi, ljudje imamo svoje osebne preference, moški in ženske. Nam moškim je nekaj všeč, nekaj nam ni in obratno pri ženskah. Ampak danes se vse takoj vrže v ta pofukan seksizem. Ker se pa res dogaja seksizem, pa noben o tem ne govori. In to mi gre na kurac. Tako da gremo nazaj na Čeglaja. Zdaj Čeglaj je nastopil v streamu od Pera Martiča. Če nastopiš v streamu od Pera Martiča, ne moreš pričakovati, da bo nekaj normalnega. Sigurno ne bojo barvali barvanke in peli otroške pesmice, ampak bo vedno nekaj over the age. Pero Martič, jaz sem pač nekako razumel tako, kot je. On je debil. In jaz sem tudi debil. In nas debile ljudje ne marajo, zato ker smo debili, ampak ker smo to, kar smo. In zato je potem pri nas tak hejt in vsi nas radi vlačijo po zobeh in vsi nas tako označujejo za seksiste, prasce in ne vem kaj vse. Ker smo, zato ker mi ne glumimo. Pero Martič ne glumi, on je tak, on tudi sam pove, da je debil. In
Jaz vam vedno pravim, dajte se bat, ne nas, dajte se bat ljudi, ki govorijo samo to, kar želi publika slišati. To so nevarni ljudje, ne Pero Martić. In Čeglaj se je v njegovi družbi sprostil. On se je tam sprostil, stari kot se moj brat sprosti po 100 jointih. On se je tam sprostil in on je bil to, kar je. In kot si ti, to, kar si nevaren. Oziroma te publika takoj, lega, poglej ga prasa, fuj, ne? Zato, ker je bil to, kar je. In jaz pravim, danes, da si to, kar si, to je največja, skoraj da napaka, ker si zapreš vrata v marsikatero sodelovanje, marsikdo te označi za svašta in ljudje te pač vidijo kot debila, ne. Medtem ko vse tiste fake oglasne deske, influencerke, pa radi gledajo, zato ker govorijo, kar bi rada publika slišala. In tukaj se je zgodil čredni nagon. Prva se je javila, druga, tretja, šesta, osma, deseta, vse influencerke so se javile. Mene zanima, koliko žensk, ki ga je napadlo, ni nikoli v življenju, pustimo socialno mrežo, v realnem življenju, reklo za kakšno punco pogledal, ko se je zredila, ko je debela, upis, da ima pa grde noge, ima grde roke, ima grde prste. Naj zdaj crknem, če to še nobena od vas ni naredila. Tako ne vem, samo partnerjev doma ali pa tako hodiš po ulici, vidiš eno in si misliš, pizda je grda. Ne prosim govori, da tega ni, zato ker jaz priznam, sem rekel, kakšni ženski upizdale, ona mi ni dobra, je debela. Mojim sledilcem govorim, da o tem ne govorimo in da tega ne delamo. Ampak ja, sem govoril, to je jaz. Še danes, stari, mi spodleti, ne vem, hodim nekje po City Centru s kolegom, Leuno, stari, kakšne je sod. In potem si rečem, zakaj sem to zdaj rekel, ne? Nobeni angelček, nobeni svetnik, vsak je enkrat v življenju nekaj takega rekel in se pokesal, jebem ti grda beseda. Zato pa, ampak ljudje smo taki, ljudje bomo samo napadli, ne? Dejmo napast. To je rekel, ne? Dejmo, stari, jebemo mater. A tiste ljudi, ki bi mogli napast, tam smo pa tiho, ko je ne pičke. V Sloveniji se trenutno dogaja diskriminacija, segregacija, omejevanje gibanja, PCT pogoj. Zakaj nobena od vas, oziroma v taki večini, ne govori o tem? Mlada punca, ki je umrla zaradi cepiva Janssen, ste bili tiho. Kasneje je stroka povedala, da vektorska cepiva odsvetujejo ljudem, ki so mlajši. Ampak šele po smrti punce ste bili tiho. Ogromno mladih vas spremlja. Zakaj ne bi o tem govorili? Tu se gre za življenje ali smrt, stari. Janša je zmerjal novinarke s prostitutkami. Bile ste tiho. Hojs je rekel novinarki, če je padla na glavo, da kaj ga take neumnosti sprašuje. Bile ste tiho. V državnem zboru se dogaja seksizem zaenkrat tedensko. Ste tiho. Dr. Simoniti je grozil vsem staršem, ki so necepljeni, če njegov otrok zboli, da bo znorel. Fafal je banano, drkal si je kurac, fafal je banano v uniformi. Bile ste tiho. Ta zdravnik bo lahko mogoče enkrat pregledal vašega otroka. Bog ne daj. Kaj vse piše Janša po Twitterju? Kakšen seksizem se izvaja v politiki? Hojs je vse policiste označil za mevže. Bile ste tiho. Stroka grozi staršem, da otroci morajo nositi maske po 8, 10, 7 ur na dan v šoli. Vi ste tiho. Stari, to so stvari, o katerih se mora govoriti. To so stvari, ki nam krijejo usodo. To so zlobne stvari. Ni en Čeglaj zloben. Čeglajo je spodletelo. Kot je meni včasih, ko sem še snemal, kot je marsikateremu. Ja, prav je, da se opozori, da se to ne dela. Ampak ta čredni nagon, da so se vsi spravili na njega, dajte to energijo usmeriti v tiste ljudi, ki dejansko izvajajo diskriminacijo, segregacijo, mizoginijo, seksizem in vse ostale. Janša, stari, ta človek je en večjih nacionalistov. Nobene govori o tem. So, ker vas je strah govoriti o teh ljudeh. Vse ni problem, če Glajčka napast. Kaj pa bo Bogi naredil? Napadi Janšo. Tega se verjetno bojite, ne? Ker tam je malo večji udarec kot napast enega Čeglaja. Govoriti, so, ker en Gregor Čeglaj ne bo krojil usodo tebe, tvojih otrok, tvojih bližnjih. Nikoli. Čeglaj je pač, kot sem rekel, je neizkušen falot, ki se bo še naučil, kaj povedati pred kamero in kaj ne. En proklet Hojs, Janša, Bejović, Logar, Fafangel,
Krek in podobni, to so ljudje, ki so nevarni za nas. Da bi 80% teh oglasnih desk, mislim influencer, spregovorilo o tem, mi bi bili en fucking mikrometer bliže boljši prihodnosti, ker vsaka punca ima svoj following. In to, če pogledamo vse skupaj, to je 100,000 in več ljudi. Ampak o tem se ne govori, ker se bojite. Bojite se odziva, kaj bo folk rekel, če boš povedala, da nisi cepljena in zakaj nisi cepljena. Če boš povedala, da ti ni všeč, kako Janša dela, zato, ker to zate ni demokracija, boš napadena. Ker če boš povedala, da Krek in NIJZ so ena skorumpirana banda, ki nam jemljajo svobodo, boš napaden. Ni Čeglaj kriv. Ja, jebi ga, stari. Jaz odkar delam te parodije, ko serijem po politikih, po stroki, po vsem. Svašta dobiš, in v privat, in komentarje. Ti si takoj levičar, kot poveš, da je Janša, kar je, ne. Danes se vse dogaja na socialnih omrežjih. Včasih se je pač hodilo, se še danes hodi na ulice, ampak danes že politiki na omrežjih pokažejo, s čim se ne strinjajo. In pizno materno, danes, če si ti na omrežjih močen in poveš svoje mnenje in jih je takih več, se bo nekaj zgodilo. Samo dokler mi pustimo od njim, da to delajo, se ne bo. Ker kot se ti politično opredeliš oziroma začneš o politiki govoriti, marsikateri sponzor bi odstopil stran in verjetno se to bojijo, da bi izgubile sponzorje, da bi izgubile nek priljubljenost. Ampak jebeš ti tak life, da se bojiš, stari. Jebeš tak life, da se bojiš. Pa naj izgubimo vse sponzorje, samo če fucking Simoniti grozi, da bo znorel zdravnik, infektolog, jaz ne bom tiho. In če bo Janša rekel, da so novinarke prostitutke, človek, ki je fucking predsednik vlade, stari, ko si lahko tiho ob tem. To je seksizem. To je ogromen seksizem. Pa v državnem zboru, ko je takrat rekel tisti politik, da naj bo zdaj tiho, zdaj moški govorijo nekaj takega. Stari niti ena ni rekla o tem. Si predstavljaš, da si Čeglaj, ne do Bože dragi, Bog ne daj, da si Čeglaj vzame life. Tako, ko sem malo pogledal njegove videe in to, ko je bil na Instagramu, pisa tip ni zgledal cool. Vse se tudi jaz spravljam na ljudi, ampak jaz se vedno spravim na ljudi, ki so nevarni za nas. Zato sem tudi jaz se distanciral od tega, da delam videe iz ljudi, ki ne vplivajo na nas, ker ne veš, kako bo ta video vplival na njih, ne. Zato delam samo izključno, ko delam te reakcije, kaj je kdo rekel, kaj bo kdo naredil, so samo tej politiki in stroka, ljudje, ki so zlobni, ki izvajajo diskriminacijo, segregacijo in ki nas omejujejo. Zdaj si predstavljaj, da bi si Čeglaj, kot sem rekel, Bog ne daj, vzel life. S tem živeti, da veš, da si bil tudi ti del tega, ker si ga napadel, vedno moraš pomisliti korak naprej. Zato je vsak video, ko posnamem, razmislim, kaj se lahko zgodi, kako povedati in kaj so lahko posledice. Vse pravim, ko se gre za politike, mi je vseeno in za stroko. Res, tako vseeno mi je, da naj zdaj crknem, če lažem. Ampak ko se gre za nekoga, ki ni zloben, kot je Čeglaj, pa dobro razmislim, ali se ga lotim ali ne. Zgodilo se je, zdaj se pač vidi, kakšen je. Večina moških smo takih, jaz sem tudi, znam reči, pogledal prasico, ko je dobra. Kobila, že ki smo pri kobili, ful so narobe sprejeli to kobilo. Jaz, če rečem, da je ženska kobila, to zame pozitivno, ker pač se pravi, da ima nabite noge, rit in tako naprej. Ampak okej, ljudje hočejo slišati tako, kot oni želijo. To je danes klasika. Ti boš rekel, jaz ne maram določenih žensk, ker se obnašajo grdo. Kaj si ti rekel, da smo ženske grde? Ne. Ampak veste, kaj je največji problem? Jaz mislim, da večina teh punc se je Čeglaju na nek način maščevalo in ali je nekaj imel z njimi, ali se ni išlo in zdaj so bile vse. Zdaj ga lahko napademo, ne. 80% tega iz neke strasti nastalo teo, da so izkoristili to, ne, ker pač ali jih je odjebal, ali ni bilo neki cool, zdaj se pa dajmo spraviti na njega, ne. Raje sem to, kar sem in me noben ne mara, kot pa da sem nekaj, kar ne bom nikoli in me ljubijo in obožujejo vsi. Lepo nedeljo in čau.